letih imamo spet kulturni maraton več dni. Odločili smo se zato, ker smo želeli, da kulturni dan v prvi vrsti obeležimo tako kot pravi gimnazijci, kot gimnazijci to znamo. Pa predvsem zato, ker smo želeli, da vidijo, da čim več dijakov vidi, kaj tisti dijaki, ki se ukvarjajo s kulturo, počnejo. Zato smo koncert pevskega zbora in dve premieri oziroma v gledališki predstavi Fedrinega gledališča pripravili za vse letnike. Zato je potem treba tudi več dni, ker fizično ne gre to v en dan, pa še kulturni dan je obeležen, tako kot je treba. Pouk danes je normalno tekel za 3. in 4. letnike, naprimer. Takrat, ko so imeli prvi letniki premiero Fedrinega gledališča, so bili tukaj, potem so šli pa nazaj. Tile, ki pa so bili zdaj drugi letniki, so bili pa prej pri pouku, pa so zdaj prišli v dvorano, zdaj pa lahko grejo domov, čeprav še ni čisto zvonilo. Tega je veliko, zato če bom začela naštevati, upam, da ne bom česa pozabila. V prvi vrsti bi omenila seveda Mešani mladinski pevski zbor in pa Fedrino gledališče, ki letos pripravlja kar dve premieri. Prva je bila danes, druga bo še v četrtek. Potem pa imamo tukaj, če smo že pri gledališču, imenujemo ga špansko gledališče, ki je lansko leto pripravilo muzikli. Potem imamo tudi francosko gledališče, tisti, ki se učijo francoščino, vsako leto sodelujejo aktivno na frankofonskih dnevih s krajšo igrico v francoščini in tudi z glasbo. Potem imamo v vseh jezikih, ki se jih učijo na šoli, pripravljajo za jutri, naprimer jezikovni vrtiljak, pa bomo slišali marsikatero tudi dramatizacijo. V ruščini recital pesmi Puškina, potem imamo v latinščini tudi bo dramatizacija, potem pa seveda pesmi, glasba in pesem v teh jezikih v francoščini, v angleščini, nemščini in srbščini, ki se jo tudi učijo. Če greva naprej po kulturi, bi potem prišla na orkester, šolski orkester, ki spremlja pevski zbor, potem imamo kitarski orkester, ki tudi nastopa nekajkrat na leto. Potem imamo likovnike, letos imamo tudi režiserje, ki so tiste filmarje, če jim rečemo tako žargonsko filmarje, ki snemajo film. Potem imamo literate, ki vsako leto izdajo literarno glasilo Fedra, potem imamo e-glasilo na šolski spletni strani, potem imamo letos literati pripravlja Fedrovanje, to je pa literarni razpis je bil za vse srednješolce celjske, torej en tako literarno srečanje literatov, pesnikov srednjih šol. Potem imamo pri kulturi še, da pokukam, če bom dobila, plesavke, ki sicer plešejo pri različnih šolah, ampak potem tisto, kar znajo, izkoristijo, v narekovajih seveda, tudi v šoli in pripravijo plesni večer, pa za kulturni maraton se bojo pripravili, na Top Classicu so sodelovali. Potem imamo tudi orkester, sem omenila. Novelo v španščini imamo naprimer letos tudi. Skratka, tega je toliko, da če sem slučajno koga zgrešila, ne za Amerike, ni bilo namen. Rdeča nit je ustvarjalnost mladih. In s tem kulturnim maratonom, s tednom kulture želimo pokazati, dokazati, da so naša gimnazijska vrata odprta ustvarjalnosti, da vsi, ki pridejo k nam, imajo možnost tisto, kar skrivajo v sebi, kar so že pokazali, prej lahko tudi pokažejo in to je nedvomno tudi potem naložba za prihodnost, ker številni kulturniki od literatov, pesnikov, igralcev, o katerih beremo danes in slišimo danes, so tudi sodelovali na kulturnem maratonu prve gimnazije v Celju, takrat, ko so bili naši dijaki. Ja, to smo storili že letos, zato ker nas je Zavod Celeja Celje vključil v svoj teden kulture
Tako da je naš program objavljen v njihovi brošuri, na njihovi spletni strani in zelo veseli smo, če pride kdo še zunaj pogledati, kaj vse počnejo naši dijaki, kaj so sposobni, kaj skrivajo v sebi. Tako da res vse vabim, da nas pridejo obiskati, da skupaj počastimo slovenski kulturni praznik.